Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 74. epizodo podcasta Goreči grm. Leto 2020, čas pandemije, je poleg mnogih negotovosti prineslo tudi kaj novega. Septembra tistega leta je bila objavljena prva epizoda Gorečega grma, nekaj mesecev predtem pa prva epizoda Sekularja, predhodnika podcasta Konzerva. Gostitelj obeh omenjenih podcastov je Janez Zupan, mož in oče iz okolice Tržiča. Njegov pogled na svet je v veliki meri oblikovalo gibanje fokularov, morda v še večji meri pa tudi vse knjige, ki jih je prebral in v katerih je iskal nastavke za svoj pogled na svet. Janez se mi zdi poseben v tem, da v svojih podcastih gosti zelo raznolike sogovornike in da želi z vsakim od njih vzdrževati visoko raven pristnega dialoga. Kot boste videli v epizodi, tudi sam ne ve natančno, kakšen bo učinek vseh teh stotih in več epizod, verjame pa v dialog, v pokanje mehurčkov in v pristno radovednost. Seveda me je zanimalo, kateri konkretni dogodki so ga vodili k začetkom, kakšni so ti začetki bili, predvsem pa, kako mu poleg službe, družine, gibanja in župnije uspeva tako konstantno objavljati tudi podcaste. Verjetno se strinjate z menoj, da je sicer težko objaviti prvo epizodo, še veliko teže pa je objaviti 100. epizodo. Zato gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Janez, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, hvala lepa, Matej. Z veseljem sem prišel, da si me povabil, končno. Dobar. Lahko bi ti rekel Janez, oziroma sem ti, lahko bi ti rekel Konzerva, pa dajva kar par identiteti začeti. Zakaj je konzervativizem, konzerva, tisti identitetni oprimek, ali kako bi temu rekel, lahko bi se šlepal tudi na krščanstvo, ali pa bi se šlepal na človekovo dostojanstvo, ali pa na desnico recimo. Zakaj glih konzervativizem kot tista ključna beseda, ki si jo zbral? V principu je to, kar se porodilo iz enega ameriškega podcasterja, ki je imel napisan I am classical liberal, ali kaj že imel napisan, ne vem, nekaj v tem smislu, oziroma nek štos na to, da je klasičen liberalc. In sem pa jaz rekel, v principu sem konzervativc, čeprav to ni tista, a veš, da bi človek rekel neka identiteta, s katero bi se zelo identificiral, ne? Ampak je pač ena izmed identitet, s katero se lahko identificiram, ni pa neka absolutna kategorija. No? Tako da sem rekel, ok, jaz sem pa konzerva, ne konzervativc, ampak konzerva. A si se že v osnovi hotel malo norca iz sebe delati? V osnovi, tako, ja, tako. Mislim, zmeraj so mi bili ti koncepti zelo simpatični, a veš, da na nek način, a ne, zato sem tudi večkrat govoril o krščanarjih, večkrat govorim, recimo, in mi to pa ljudje rečejo, pa ne moreš, krščanar je taka slabševalna, pa to. Ampak se mi zdi, a veš, da neko tako, kako bi se temu reklo, torej humorno distanco do samega sebe pa do neke svoje identitete, ki nikoli ni absolutna, se mi zdi pametno zavzetno, tako da sem vedno na tem, ja, tako da si to dobro ugotovil, sem vedno na tem malo humornem polju tega, na kakšen način, nekaj tudi, ne vem, če poslušaš kakšne podcasterje ali pa to, rečejo, ja, konzerve, a ne, tako mislijo, ne, z malo, a ne, rečejo. Pa mi je simpatično to, a ne, ker vendarle nekaj poveš, ne pa vsega, pa vsak si majčkeno drugače predstavlja, a veš, so identitete so valjda ful pomembne, ne, in ful pomembne so tudi nalepke, ki si jih konec koncev sami sebi prilepljamo, ne, tudi predalčki, v katere se dajemo, ker vendarle na ta način gradimo tudi svoj odnos do sveta, se pozicioniramo nekako v svetu, ne. Tako da mi je bilo to simpatično, no. Torej konzervativc kot konzervativc, ampak v prvi vrsti konzerva. No. Aha, ja, ker daleč najbolj artikuliran konzervativc, kar jih poznam, je Žiga Turk, ki sem ga tudi gostil in od njega sem se nekako naučil definicijo, ne, ki jo on ves čas ponavlja, torej da je konzervativno tisto, kar se je že skozi test časa, ne, torej na dolgi rok, izkazalo kot smiselno in da nima smisla preveč novih stvari pogruntati, seveda ja, ne, tisto, kar se svet spreminja, ampak da ne pa zdaj v temelje iti vsega rušati in tako naprej, ne. Ti pol nisi toliko se poglabljal v
ta pojem, oziroma jaz, kar te poznam, ti skar, tako bom zdaj zelo po domač rekel, ti skar filozof v resnica. Ne? In najbrž si se tudi s tem in si se mogel najbrž strinjati s to definicijo ali pa z eno podobno. Ne? Seveda poznam definicijo in tudi seveda Žiga Turkovo, torej to artikulacijo te zadeve, ampak veš, kako je pri meni. Pri meni je tako, da se sicer strinjam s tem, kar Žiga Turk pravi, pa vendarle tudi to Žiga Turk na nek način pravi, pa še marsikdo drug seveda. Torej, da v te koncepte, ki so preverjeni in ki delujejo in ki smo jih spoznali kot neke delujoče koncepte, preko katerih se prihaja recimo temu do neke boljše družbe, ali kako bi temu človek rekel, je vendarle ves čas na nek način potrebno mečkan prcati noter, oziroma brcati noter, da vidiš, da evalviraš koncepte pravzaprav, no? Da ugotavljaš, a so res primerni, a niso, ne? Ker če ena generacija ugotovi, da je nek koncept primeren, še ne pomeni, da je koncept za večnost primeren, ne? Zdaj govoriva zelo nasplošno, ne? Določeni koncepti so, ne? Ampak, a veš, nič ni narobe, se vprašamo, je to res še tisto, kar je najbolj, kako bi se temu rekli, najbolj pisanega na kožo človeku, recimo, no? Se tudi jezik spreminja in drugače razumemo nekatere besede, ki so že ves čas prisotne in pa se mora to stalno nekaj mešati pa redefinirati. Ne? Absolutno se strinjam, ja. Meni je recimo to bilo eno odkritje pri študiranju odnosa mojega do Svetega pisma. Zdaj sem to enkrat slišal, da Sveto pismo ni kot knjiga, ne, ampak kot oseba, ki ti vsakokrat drugače pove, ne, sej pač Bog je oseba in na ta način bi lahko rekli ista beseda, ne, vsakoč drugače pove, ne, tako da če bi hotel skozi ista načela upoštevati, so že itak vsakič drugačna. To sicer do neke mere drži, ampak vendarle je treba biti zelo previden pri tem. Zelo previden se mi zdi, previden pri tem, da ne postaneš relativist, torej ali relativist ali pa emocionalist, ali kako naj temu rečem, torej, da ni vse, kar se v svetu in v tvojem odnosu do sveta dogaja, da ni povezano z nekimi trenutnimi čustvi ali pa z nekimi trenutnimi vzgibi. Ker Sveto pismo sicer je lahko, je pogovor z osebo, ker je vendarle tisto, kar katoličan na nek način prakticira, je odnos, ni drugega, kaj dost, in skozi ta odnos se razčiščujejo stvari. Je pa res, da obstajajo neke večne resnice, ki so smiselne in primerne in se jih zadržati, ampak še zmeraj pa ne pomeni, da jih človek ne preuprašuje, ker človek si jih mora tudi osmisliti konec koncev. Ko naletim na nekaj zelo smiselnega, rečem to je ful dober, pa potem vsem preuprašam koncept, zakaj je to dober, si ga poskušam nekako razložiti, osmisliti, da zafunkcionira z mano. Ne da, ko se pogovarjamo v Bibliji, zdaj, koliko je to spremenljivo, pa koliko je nespremenljivo, lahko bi šla v detajle, pa mogoče posamezne zadeve analizirala, ampak mislim, da ni to niti smisel. Pa sej najbrž so 10 božjih zapovedi, je taka dost primerna stvar. Ne želi svojega bližnjega žene, je najbrž čist drug kontekst danes, kot je bilo pred 100 leti, ko imamo še, pornografijo pa take stvari, ne? Sigurno se razširja in je treba nove stvari v zadevo vkompodirati na nek način, to se strinjam, ja. Ampak tisti osnovni princip je pa princip, Kaj, oseba, kaj zdaj to, ampak ja, se pa mora to razširjati, ker je treba odgovarjati tudi na sodobne izzive človeka in njegovega delovanja v družbi, Pa veš, kaj mi je bilo še zanimivo to, ko sva ugotovila, da je malo humorja, se pravi, da si bolj konzerva kot konzervativc, Ta humor ima pa tudi lahko dva različna izvora, En je res, da se iskreno iz sebe norca delaš, drug je pa lahko tudi tak, da se boš malo iz sebe norca delal, zato ker itak kot kristjan nisi sprejemljiv, v tej družbi in pol malo tako, iz tega dela svoje identitete se malo norca narediš zato, da si bolj sprejemljiv v družbi, Da si bolj sprejemljiv, pa da si se bolj sprejemljiv, pa mogoče še tretji koncept, da tudi s humorjem na nek način vseeno majčkam te svoje manjke, ki jih imam, jih majčkam blažiš, tako na en tak način, kao se malo hecam, pa malo se ne hecam, je vseeno tudi majčkam tega noter, Tako da je to kar eno tako valovanje med vsemi temi koncepti, tako, pa tem, da lahko človek sploh živi v svetu, tako, kot si rekel, recimo ta druga stvar, torej, da kot kristjan, kot katoličan si relativno nesprejemljiv za družbo, recimo, Sej, v
principu to ne drži, ne? Se v principu te noben, ki dosti ne sprašuje v zvezi s tem, ampak vendarle, ko svoje koncepte na nek način artikuliraš, so pa že težave lahko. Ne? Ja. Sploh, če jih artikuliraš v tem smislu, ko so neke politike dnevne ali ne vem, progresivne ali kakor. Ko gre na moč, ne? Ali pa na referendumu imaš vedno neko preštevanje, ne? Takrat postanejo stvari težavne. Ne? Recimo, ali pa tudi čisto v smislu nečesa že obstoječega, ali pa nečesa, ki se je neki, ali se veš, tukaj ni treba, da odkrivava toplo vodo, neko reče, vi ste še vedno v srednjem veku, bla, 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 ne, se to je že zdavnaj mimo, a ne, ti pa še vedno trdno verjameš v nek koncept, ne vem, neke nuklearne družine z očetom, mamico in otroki, na neki način, ne, in samo temu rečeš družina, ničemur drugem, a ne, in si opredeljen kot nekdo, ki je iz ne vem kjerega stoletja nazaj. Ne? In siguran ti humor pri tem lahko pomaga. Ne? Je pa tako, ne? Mislim, tako opažam tudi recimo pri raznih komentatorjih, preveč tega seveda ni dobro. Da je vse na nek način nek cinizem ali pa neka sarkastično obdelovanje ne vem kakšnih družbenih fenomenov sodobnih je čisto antiproduktivno. No? Tako da poskušam, se ne vem, koliko mi to rata, ampak poskušam na nek način torej skrbno in občutljivo dozirati te svoje humorne zadeve. No? Tako da, ja. Drugač mi je bil pa tudi ta aspekt tretji, ki si ga odprl, ne? Se pravi humor kot sredstvo za pokriti svoje osebne manke, ne? Takoj sem se seveda spomnil na Mojzesa ob gorečem grmu, ki je takoj spoznal, ne, da ko je bil soočen s poslanstvom, ne, je takoj opazil, da govoriti mu pa ne gre, ne, in da je to njegov nek manko. Ne. Ravno tako bi tebe vprašal, ne, kljub čemu si štartal svoj podcast. Veš, kaj mislim? Ne? Zato, ker veliko ljudi bi, ne, ampak ne še zdaj, ker še niso tam, ne. Ampak nikoli nisi tam v resnici, to oba dva veva, oba dva sva tako začela, da nisva bila še tam, ampak sva pač probala, ne, in kljub čemu si ti to naredil? Je kljub marsičemu pravzaprav, no. Siguran je najprej, mislim, če človek poskuša res biti iskren do sebe, najprej ugotavlja neke intelektualne manjke pri sebi, ne, torej želim se pogovarjati o nekih pomembnih, družbeno širokih, tudi zapletenih večkrat težavah in konceptih. To je prva stvar, na katero človek naleti. Torej, da ti ful manjka na vseh področjih pravzaprav, ne? Da mi ful manjka, se moramo v prvi osebi govoriti. To je siguren tisti prvi zadržek, no? Ker jaz sem že kar nekaj časa nazaj, to sem že neparkrat povedal, sem že začel snemati konzervo, torej po mojem že 2018 ali 2017 celo. Sem že začel snemati konzervo in sem posnel 5-6 epizod, ampak sem jih posnel, in sem zaradi tega, ker nisem bil zadovoljen z njimi, ne sabo, svojim recimo temu narekovajih doprinosom, ker nikoli nisem želel delati intervjujev, ampak sem bolj želel neko tako recimo temu, kako smo že pred pogovorom rekli, torej nesimetrično pogovorno formo, ne. V bistvu čim bolj simetrično. Čim bolj simetrično, ampak vendarle. Tako, čim bolj simetrično, ampak seveda še daleč od simetričnosti. Torej, ker sem na ta način želel, si tudi nek input daješ in pol evalviraš ta svoj input, a s kaj pametnega povedal, nisi povedal in valjda nisem kol zadovoljen s tem, kar si povedal, ne. Sploh v neki take pogovorni formi, kjer se recimo v enem tajku vse posname, torej v enem Ka ni odpuščanja. Tako ni odpuščanja, ni popravljanja. Zdaj sem se že navadil, veš, pa se človek tudi navadi živeti s temi svojimi manjki malo bolj. Aha. Zato sem pol tudi čul živo pol. Ta drugi poizkus, torej štartan z korono, je pa bil pol, sem rekel, če bom delal intervjuje oziroma če bom delal pogovore, jih bom delal v živo, torej direkt, brez obdelave, brez neke postprodukcije, ampak takoj in je, kar je, in je, tudi če je totalno zanič, ne, tako bo in to je to. Kaj si mogel pri sebi narediti, da se je to zgodilo? Kaj, soočati se s Soočati se s tem, da če želim nekaj takega prispevati svetu, torej, da je to edini način, na katerega jaz lahko to naredim. Da drugega načina zame ni, a ne se lahko, da ima kdo drug kakšen drug način. A si imel ti tudi strah, da boš izpadel bedak? Ne, se izpadem bedak večkrat, to mora človek preseči. Sej to, ja. To sem mogel preseči. Torej, da enostavno, če boš javno govoril, da boš tudi večkrat izpadel kot bedak. Ja. In kako se ti zdaj to kaže in kako si zdaj dubu to trdo kožo? Dobro, vem, da skozi epizode, ampak recimo, kaj bi Janez leta 2017, če se ful sekiral, zdaj se pa ne, čist konkreten primer kakšen.
Predvsem, meni je ful lepo videti ta napredek človeka, veš, kako se vsem po, koliko je zdaj 7 let, ker so na mene stvari nedostopne in ne vemo, kje bo mene Bog uporabil čez 7 let. A veš, ta Matej, ki se zdaj še za neki sekira, se mogoče čez 7 let ne bo več in bo šel svobodno v neki, a veš, ne? Zato me to zanima. Ne? Ja, upajmo, da se ne bo več sekiral za tisto, ker raven v tem je v cela pohanta, da se da se sprejmem takega, kakršen sem, torej, da se zavem, da sem tudi bedak in da s tem načeloma ni nič narobe. Narobe je seveda, če vztrajam v tem svojem bedaštvu, torej, da si rečem, bedak sem, tak sem, konc. Tle je spet humor, ne? In humor, in pa neka želja po iskrenem odkrivanju resnice. Tako, a veš, ti dve platista se mi zdi ful pomembni. No? Torej, a ti tudi prepoznavaš par likov, ki ful veliko stvari vejo, kako je prav, ne? In ravno zaradi tega, ker toliko stvari vejo, ne grejo nikoli javno nastopati. Ne? Jaz ful takih likov poznam. Ja, ful takih likov poznam in mi je to izredna škoda. Izredna škoda. Večkrat sem se spraševal, recimo, veš, ko odkriješ nekaj takega, sploh zdaj, ko sem v drugem življenjskem obdobju, ali kako se temu reče. Ja, zdaj smo na sred drugega. Ko sem se upisal... Midva sva skoraj, kjera letnica si ti? 77. A ti si 7, no. Otrok, jaz sem več. 6, okay. Ko sem se upisal recimo na teološko fakulteto, veš, pa vidiš ene glave, ki so res tako razgledane, pa so v tistem svojem, na nek način akademskem mehurčku zaprte, veš, pa bi rekel, on bi res lahko nekaj prispel. Če bi 2 TikTok videa posnel, ne? Ok, to je provokacija, ampak... Ne, mislim... Recimo, ja, sej ni važen, ni toliko važen izraz, se strinjam. In mi je blazna škoda, ampak je pa to, vsak se sooča s tem, tudi tist, se to je ta krivulja, Dunning-Krugerjev efekt, torej, da na neki fazi ugotoviš, koliko še ne veš, pa pol vseeno ugotoviš, da nekaj pa že veš, ampak še zmeraj pa je ful stvari, ki jih ne veš in jih nikoli ne boš vedel in vedno bo več stvari, ki jih ne veš, kot ki jih veš. Pa še to, internet je relativno neizprosna stvar, čeprav moram priznati, da v Sloveniji se mi zdi, da ni tako hudo. No? Mislim, da ko gledam recimo neke ameriške podcasterje, veš, recimo te, ki se ukvarjajo z nekimi apologetskimi vsebinami ali pa s takimi zadevami, ko so izpostavljeni nekem stalni kritični presoji, veš, neki tisti, ki so malo bolj profilirani, skozi imajo neke kontravide, to je narobe, unje narobe, tretje narobe, v Sloveniji tega ni, no, tako da nimaš kakšne take zelo kritičnega odmeva, kako bi temu rekel. Sam tam so tudi navajeni malo bolj s tem živeti, ne? Siguran. Zato je tudi tam dialog na višji ravni. Ne? Ja. In se zavedajo, da če bo nekaj rekel, da bo izpostavljeno kritični presoji. Pri nas pa se bojimo, da bo, pa pol na koncu sploh ni, pa bi mogoče bilo fajn, da kdaj je, se večkrat povabim svoje gledalke, gledalce in vse vmes, da kaj povejo, da napišejo, a so kakšne ideje neumne, a so kakšne ideje šle mimo in tako, ampak zelo redko so kakšni taki zelo vsebinsko reflektivni komentarji. No? V moji tej pripombi, da ljudje vedo veliko stvari, pa se ne oglasijo, je bil ravno ta njihova nepremakljivost, tudi od nekaterih. A veš, kar si rekel, ti mi bilo zelo lepo, ne? Pripravljenost za iskanje resnice in zavedanje svoje omejenosti. Velikrat ljudje, ki vedo, imajo šibkeje razvito svojo osebno občutek do svoje osebne omejenosti. Recimo jaz dejansko v tem pogledu svoj hendikep z očmi doživljam kot dar. Za veliko stvari ga ne doživljam kot dar, v tem pogledu ga pa, se pravi, da sem ves čas že živel z vtisom, da ni nujno, da bom jaz tole uspel, ne? In da bom čist kakšno tako osnovno stvar uspel in v eni soodvisnosti od drugih, tako bom rekel. A ne? Se mi pa zdi, da sploh današnji čas, ko so še mobilni telefoni, pa ko si res vse lahko na dom naročiš, ko niti ne rabaš več imeti osebnega stika skoraj z nikomer, da lahko materialne svoje stvari zagotoviš, imamo pa kar velikrat občutek, da smo mi popolni, ne? Mislim, sej ta občutek načeloma ni slab, da se počutiš popolnega, ni pa resničen. Mislim, trenutno je lahko dober, veš kaj hočem reči. Pač ta trenutna zadovoljitev je lahko dosežena s tem. Sveda na dolgi rok se to ne obnese. Čeprav je tudi zanimivo, to, kar si rekel, torej, da določeni ljudje imajo tako zelo močno zgrajene koncepte, da dejansko, če nekaj porušijo te koncepte, je velika težava.
težava lahko, ne, tudi osebnostna in jih pol branijo tudi zaradi tega. Absolutno. In tudi, če tudi slutijo, ali pa mogoče jih slutijo, recimo, mogoče še najboljša beseda, da so napačni oziroma da so se cel življenje motili na nek način, ne, bojo vztrajali v tem, ne, zato ker enostavno ne moreš podirati svojega, kako bi se temu rekel, svoje resničnosti pravzaprav. Ne. Tako da tega je tudi kar nekaj, ja, se strinjam s tabo, ja. Da je tudi na tem področju, je pa to smo vsi tem podvrženi, ne. Zdaj jaz mogoče govorim, kot da sem tako blazno samoreflektiven, da nimam nobenih težav z ničemer, priznati si in tako. A veš, enkrat me je ful zanimivo, veš, en duhovnik, ne. Tak mlad duhovnik, ki so ga poslali v Rim, recimo, ne. In v Rimu študirata, ne, torej se veš, to so te katoliški konceptualci, ki tam, če vidijo, da smečkam bolj nadarjen, zakaj pa tako v Rim pošlje študirati, da boš strokovnjak na nekem področju, a ne. In je v Rimu precej fejlov, a ne, in ko je prišel nazaj, rekel, ja, lej, nisem nekaj mogel, nisem bil dovolj intelektualno in nisem vedel, kaj je pravzaprav razlog, zakaj so ga potegnili nazaj, a ne. In pol enkrat v enem doživetju povedal, mislim, da je imel težave z igranjem igrc v Rimu in da ni hodil sploh na faks, da je samo igrce igral, da je bil čist zabunkan v svoj prostorček, katerega je imel in da je zaradi tega in da ni nič doštudiral in da je rekel, da se bo poboljšal, ampak da so vsem potem škofje rekli, oziroma škofje, kdorkoli že za to na koncu odloča, so rekli, prid nazaj. Ne? In se mi zdelo, wow, tako. Mislim, to je res eno tako priznanje, a veš, ki ga ne bi bilo treba, res težka stvar, no, a veš, tako, da si priznaš to tako res totalno šibkost, totalno zabluzenost v nečem, pa zdaj nima več težav, veš, to je imel samo takrat, a ne, pač v Rimu je imel tako zmodeliran dan, pa je lušten duhovnik, pa vse, a veš, zdaj ni, a veš, ampak tako, no, mislim, se mi je res dotaknil, no, res se mi je dotaknil, da je človek celo javno sposoben na tak način reflektirati svoj manko. No? In tak manko, ki ga res raj skrivamo. No? Čeprav v več krogih smo že ugotavljali, da je ravno ranljivost tista, ki v zadnjem času pričuje. Jaz to velikrat tako simbolično povem, da če si čist gladek, ne, pa lep, se božji žarki kar odbije od tebe. A ne? Če si pa imaš neke lukne pa neki, a ne, pa dovoliš, da bo tudi božje vstopi vate, a ne, skozi rane. Tudi Jezus vstopa. Ne? Zdaj, koliko ti recimo v svojih podcastih, ker vendarle so malo drugačni od mojih, a ne, pri meni je goreči grm, se mi zdi ravno to, kar sem prej rekel. Ne? Je ranljivost sestavni element v resnici mojih epizod. Ne? In zato jih so na nek način, upam, no, pričevanske. Ne? Tvoje so pa malo bolj družbeno-reflektivne, politične, rečemo temu malo bolj filozofske. Ne? Bolj govorite ne o sebi, ampak o drugih stvarih. Koliko želiš ti te ranljivosti, oziroma najprej se sploh strinjaš, da ranljivost pričuje in koliko želiš te ranljivosti vnašati noter? Mislim, prva stvar, ranljivost vsekakor pričuje na nekem nivoju. Ne? Torej, ranljivost predvsem v tem smislu, kot si rekel, imaš na sebi lukance, ki torej neizbežno obstajajo. Ne? Zakaj to pričuje? Zato, ker tako je. Ker je to resnica, noben ni popoln, noben ni, vse to je izmišljeno. Pa tudi ljubljenega se počutiš, če vidiš, da tudi nekdo, ki je šel javno govoriti, tudi tak lukničast in se tudi ti mogoče bolj ljubljenega počutiš, tudi jaz imam šanso, da kdaj dam kaj svetu. Tudi to. In pa to, da je okej priznati si, da imaš te lukance in da si tudi skozi te lukance tudi ti lahko ljubljen v tem smislu, da pravzaprav šele te lukance te naredijo ljubljenega. A veš, popolnost imamo vsi radi načeloma, a veš, tako konceptualno popolnost, recimo. Sam ne pri drugih toliko, misliš, da ja? Pri drugih nam gre na živce, pri drugih nam gre na živce, itak, ja. Mislim, ja. To je zdaj zelo široko in zelo kompleksno vprašanje, lahko bi ga zelo raztegnila, ampak ga nava. Ti bom raje odgovoril na vprašanje. Torej, kar se tiče mojega podcastanja, torej, ja. Se mi zdi, da se popolnoma lahko strinjam s tvojo definicijo tega, kar jaz počnem, ker vendarle mene bolj zanimajo koncepti. No? Ne toliko neke osebne zgodbe, pa niti ne toliko neke konkretne dogajanje v družbi, kljub temu, da se večkrat navezujejo moje oddaje ali pa moji pogovori na neke konkretne stvari.
na neke konkretne stvari je v ozadju neka ideja, ne, zakaj se je ta konkretna stvar zgodila v nekem širšem kontekstu. Torej, upiraš se na neko konkretno stvar, s katero bi rad razširil bolj družbeno zadevo. No. Tako da dejansko nisem v tem biznisu, ali kako bi človek temu rekel, torej tega osebno izpovednega podcastiranja. 2-krat, 3-krat se mi je zgodilo, da smo prišli na bolj osebno raven, pa se pa sprašujem, je to tisto, kar želim, a to ni tisto, kar želim, pa pravzaprav ni. No. Se mi zdi, da je kar nekaj takih zelo izpovednih zadev tudi izven, se tvoje, mogoče je ena velika posebnost, ampak veš, imaš, ne vem, pri Selakoviču se mnogi recimo izpovedujejo zelo tako, kaj in kako in pa moram reči, da mi te stvari niso prav blizu. No. Mene mečkan odbija to, no. Pa je v bistvu dobro vprašanje, zakaj, ne? Ker tudi sam sem na nek način gor zarastel zelo tem. Ne, ampak si takoj rekel, da si ranljiv, a veš, kaj mislim? Ne, se to, mogoče vidiš, sem nek tak schizofrenik, nek, kako bi se temu rekel, bipolarc v tem kontekstu, a ne. No, jaz upam in tudi čutim zdaj, da to nekam drugam izročaš, da tega ne izročaš v javno kanto, ampak v neko drugo. Ne? To si dobro povedal, v druge kante izročam to. Na nek način ne želim, mislim, če imaš, kot imam jaz, zelo ljubečo ženo, recimo, preko katere se veliko teh lukenj odkriva in se jih vzljublja, tudi sam pri sebi. Se mi zdi, da ne čutim kakšne blazne potrebe, da bi še na nekem javnem te stvari ful nekaj razdeloval. Čeprav moram priznati, da nimam ful nekih težav tako v samem smislu, da bi bilo ful stvari, seveda so intimne stvari, ki jih ne govorim nikoli, in jih nikoli ne bom govoril. Ampak tako, da bi kakšne te svoje lukance v javnost dajal, je na nek način lahko tudi katarzično. No? Ni tako, da bi zdaj nekaj skrival ali pa nekaj se bavil. Nimaš načeloma proti, samo na tvoj stil napaše to. Tako, ja. Ampak dej, sen sva v gorečem grmu, ne bova šla v preveliko razljivost, ne se bat, ampak vsem me pa zanima, kako se je tebi ta goreči grm zgodil za podcastanje. Se pravi, ta Janez je naredil elektrošolo, po šoli si šel, kaj si študiral? Organizacijo, ja. Okay. Ja. In pol si že ves čas delal pri očetu v čistilnici ali si vmes še imel druge 8 hours jobe? Imel sem cel kupenih in hour jobov, torej nekih jobov, ki niso bili povezani s čistilnico, sem jih pa v tem okolju upravljal, torej veliko sem se ukvarjal z evropskimi projekti, pa sem se nekaj časa zelo veliko z muziko profesionalno tudi ukvarjal, no. Tako da sem zelo veliko stvari v življenju delal, ker se mi zdi, da sem zelo tak, no, zelo... Freestyler sva prej rekla, ne? Tako, to najboljš opiše, no, najboljš opiše, da ne bi v kakšnem nemirnem duhu govoril, ali pa kaj, ki mogoče ni to glih ravno ta prava označba, no. Ves čas poskušam evalvirati, zakaj to počnem, pa zakaj sem začel to početi, tako, kot se ti vprašal, ne. In še vedno upam, da sem začel početi zaradi tega, ker sem želel v družbo prinesti nekaj, česar ni bilo toliko. No. Sej mene te kako zanima, ne samo zakaj. Ne? Okay. 2017, razumem. To jaz verjamem, da zato, ker si dejansko hotel v družbi nek diskurs vzpostavljati, ne? Zato, ker te tudi že doživljam kot človeka diskurza. A veš? Okay. Ne? Kako? Se pravi, 2017, kako je to izgledalo, kako je prva ideja padla, ker v tem se mi zdi, a veš, ta podcast je zato, da se naučimo pri sebi prepoznavati te klice in tvoja 100 plus epizod je gotovo se vidi, da puščava je že vzela svoj čas, veš, kaj mislim, po gorečem grmu. Se pravi, si že tudi v puščavi dokazal, da goreči grm je bil resničen. Ne? In zdaj mene pa vedno zanimajo ker goreče grme pa se mi zdi, da se da opazovati sam tako, da gremo skozi zgodbe in iz tega luščimo, oziroma saj moja metoda je taka. Dolžnost vsakega od nas je, da goreče grme svoje razpozna. To trdim, da je dolžnost, zato ker smo rojeni na svet z nekim namenom. In zdaj, kakšna metoda je najboljša? Jaz mislim, da je najboljša metoda ta, da poslušamo zgodbe drugega o tej poklicanosti, a ne, in kako so te vzgibi delovali za nazaj, seveda retro, ne, zato da bomo tudi v prihodnje znali te goreče grme uvideti. A ne, in mene to zanima, se pravi, koliko časa si se že poigraval s to idejo, si že se kot mlad igral, da si snemal s kamero, tako kot jaz, imel svoj medij, ne, če za privat, si pol enkrat 2017, če te prav razumem, rekel, ok, gremo, pol je bil COVID očitno spet neki, če lahko malo razložiš, kakšni so bili te vzgibi, no?
To zdaj zasmi zanimive fleše si mi povzročil s tem, ko si rekel, da si že kot majhen snemal na kamero. Ja, tudi jaz sem imel zmeraj ta nek tehnični, predvsem ta tehnični vzgib, da z neki s tehniko, to magija, da se dogaja, da nekaj posnameš, pa pol predvajaš, pa to. To smo neki sošolci se zafrakavali v srednji šoli. Ampak še prej, pa veš tisto družinsko, ne vem, ko smo en mikrofon obesali s stropa, pa smo pel, ne vem, kva smo že pel, Janez Kranjski, Janez, kam odhajaš danes, pa smo se posneli, pa smo to predvajali, pa to, zdaj jaz ne vem, a je to, kako bi se temu rekel, začetek tega, tako. Ne vem, a je to začetek tega gorečega grma, o katerem govoriš, ampak se pravi, so mi ti fleši sami malo prišli zdajle na misel. Drugač pa, predvsem se mi zdi, veš kaj, ti bom vse grem lahko tudi konkretno na 2017 pa na ta moment, ampak ti bom eno zelo svežo stvar mogoče zdaj lahko povedal pred tem, torej kako recimo organizirati konferenco Nukleus, ki je bila zdaj ta zadnja stvar, ki smo jo organizirali. Ne? Sem dobil recimo 2 leti nazaj en vzgib, da bi naredil eno tako stvar zelo katoliško. Ne? Pa sem pol to malo premleval, neko konferenco, neko okroglo mizo, neko refleksijo dogajanja katoliškega v Sloveniji. Ne? In to sveti duh daje, ne? Na nek način, to se manjka, ti si, ne vem, imaš neke sposobnosti organizacijske tretje, skozi talente nekako se to pol bistri se, ugotoviš, a si sposoben to narediti ali ni sposoben to narediti, ker jaz sem že prej veliko stvari zorganiziral že v svojih muzičkih letih. Pač dogodke, organizacija dogodkov je tako. Ena tvoja set veščin, ki jih kar obvladaš. Tako, točno tako. In pol iz ideje se počas, torej iz tega prvega vzgiba, torej ko zagori ta plamen, se na nek način rodi taka ideja, veš, trenutna, to naredimo, to moramo zdaj narediti, zdaj sem dobil idejo, super, takoj začnem na tem delati in res takoj začnem na tem delati. A je tudi res tako začnem? Ja, res začnem, ampak pol seveda... Sam še ne ljudi klicati, verjetno, si jo najprej skonceptualiziraš. Tako, ne še ljudi klicati, ne še nobenega klicati, tudi ženi še ne povedati čistkuje. Ker so pa drugi ljudje, midva sva očitno ful podobna, taka malo bolj konceptualca, ne? So pa drugi ljudje, ki pa primarno delujejo na ta način, da znajo telefone obračati. Ne? Taki pa takoj, ko dobijo idejo, 3 telefone obrnejo. Ne? No, se to tudi meni se včasih to zgodi. Tudi meni se včasih to zgodi, da preverim. A veš, je to glupa ideja, mislim, ne obrne telefon, ampak ženi povem kakšno tako stvar. Ker se mi zdi, da ni ravno, kako bi se temu rekli, glih najboljša, ne? Pa pol raje predebatiram, pa pol skupaj vidijo včasih, kaj pametnega ali kaj ni, z drugo mnenje, ki ga zelo cenim, recimo. In iz tega se pol ta, torej začetni vzgib, dajmo to narediti, se mi zdi, da pol pojenja, torej, a veš, s časoma en teden mine, 2 tedna mineta in pol se začneš pa resno spraševati, je to pametna ideja, se začnem resno spraševati, je to pametna ideja, a to ni. In začnem res bolj konceptualno graditi stvar, ker da ni stvar potem neki instant ali pa ne vem kaj. No in pol to mine pol leta, v tem nekem povpraševanju in pol naredim neke konkretne korake, pa se mi je izfižal v tej konferenci Nukleusa. So se mi ti konkretni koraki izfižal in sicer sem hotel povabiti enega angleškega pastorja, Kelvina Robinsona, tako da znanje na netu, pa to je imel tudi ene govore na Oxford University v zvezi z družino, pa tako in sem rekel, želel sem tako, to je bil že začeten koncept, torej sveto, družina, država oziroma družba, torej te tri velike gradnike, temeljni gradniki družbe, te 3 velike gradnike bi rad reflektiral, pa jih delal. In pol je to padalo mi v vodo, in pol sem se začel spraševati, mogoče ni to, pa poti mi je seveda tudi motivacija mi je upadla, ampak pa sem rekel, še vedno se me to drži, še vedno sveti duh me nekaj spodbuja, pa sem rekel, bom pa jaz povabil k sodelovanju 2 kolega, pa jih bom vprašal, če bi one 2 mi pomagala to konferenco narediti, pa je vsak za en del odgovoren, tako konceptualno, torej en za družino, en za sveto, en za whatever, sej ni to tako pomembno to, ampak tako, in pol se dobim s temi osebami, torej z Urban Šifrersta v tem konkretnem primeru bila pa Miran Hergula,
In sta bila ful navdušena nad zadevo, ful navdušena nad idejo, dajmo narediti. In sem rekel, ok, pol je pa že toliko preverjena zadeva v tem preverjevalnem smislu, da pa dajmo to res narediti. Ne? In sem pol pač iz tega izhajal. No? In pa smo skupaj naredili in zgradili to stvar, ki sicer ni zdaj to neka ful ogromna stvar, ampak je pa vse en kar velik projekt bil, no, glede na to, da smo imeli 12 relativno takih močnih govorcev. No. In veš, na podoben način poskušam vsaj zadnje čase vse te svoje ideje nekako prečiščevati. No. Veš, da se ne zapletem preveč v ta trenutni vzgib, to je treba narediti ali pa ful neko navdušenje, ne. Da majčkam to pustim, pa da pol vidim, pa da pol lahko od spodaj na nek način pogledam na stvar, a je to, a ni to, a je to res bilo od svetega duha, ni bilo od svetega duha, recimo, ne, zelo poskušam na ta način, potem predebatirava z ženo, tudi ona pove, pa se lahko strinjava ali pa ne, včasih se strinjava, včasih se ne, včasih upoštevamo, včasih jo ne. Tok, da imaš nekoga, ki ti res želi dobro na koncu koncev, ne, da ti želi, da si nek tak goreči grm v svetu, kako ti rečeš. Ne. Ja. In isto je bilo s podcastom, no, pravzaprav, veš, tam 2017 sem to začel, ne, kot sem ti rekel, ne, je prišel nek vzgib. Prej sem se z muziko ukvarjal, pa nisem upal, ker sem, veš, z muziko se ukvarjati je zelo taka, kako bi se temu rekel, progresivna stvar, in če ljudje ugotovijo, da spreveč na katoliško stran mahne ali pa na konzervativno, je tako bolj v teh vodah, nisi ravno najbolj sprejet lahko. Tako da sem raje te stvari bolj takrat mečkam bolj, kako bi se temu rekel, v nazaj držal, kako bi človek temu rekel, no. Kar ne vem, če je bilo prav, ampak tako je bilo. Ko sem pa nehal to, no, ko sem pa v penzion šel glasbeni, sem pa začel aktivno na tem delati. No, in pol sem, tako kot sem rekel, posnel teh 5 epizod. A to z drugimi ljudmi ali sam? Z drugimi ljudmi, ja, že od začetka je bil to pogovorni koncept, ja. Ampak to nisi nikoli objavil? Nikoli objavil. Kaj pa je pol teh 5 rekel? Nič niso rekel, mislim, vse veš, kako je s temi stvarmi, a ne, mislim, ne vem, kva ne ti rečem. Sem imam seveda malo slabo vest, ker sem ljudem obljubil, da je zadeva objavljena, pa bla, 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 ne, ampak... a zdaj nimaš več, ker zdaj dejansko, a res? Imam še zmeraj to, ja, še zmeraj nekje leži to, ja. Ne, pravim, zdaj nimaš več slabe vesti. A ja, slabo vest. Zato, ker, a veš, ta poskus je bil verjetno, ne, jaz to zelo od zunaj gledam, pa ne poznam stvari, ampak verjetno je bil nujen, tista 5 je bila nujna za tole 100+. Siguren. A veš, in da, če bi jaz v tako zgodnji fazi, ja, valjda bi na začetku imel slab občutek, ne, ampak zdaj, če bi v tako zgodnji fazi nekega projekta sodeloval, kar bo pol imel še 20-krat več, ne, ali pa 30-krat, ne, bi bil v bistvu počaščen. Veš, kaj mislim? Ja, razumem, če tisto moje ne bi bilo objavljeno, ne bi bil počaščen, da sem bil v nečem. Ne? Recimo, jaz sem komentar imel v čisto prvi domovini, ki je bila tiskana, recimo. Okay. A veš, ja. Zdaj, pustimo, kaj je zdaj z medijem domovina, jaz niti nasledim, tako pač konzumiram kakšne vsebine, kdaj, ne? Ampak v čisto prvi tiskani sem imel jaz komentar. A veš, ne? Pa ni to neki zelo bistvenega. Ne? Razumem. Ja. No, jaz upam, da vsaj ni neke, kako bi se temu rekel, neke zamere ali ne vem česa. Ja. Sem pa imel zelo leve sogovornike. Ja. Tako da, dialog je ves čas tvoja strast, ne? Pa to je izstopanje iz mehurčkov. Predvsem, mislim, ja, oboje. Sej, a ne... A pa že takrat je bilo konzerva? Že takrat je bila konzerva, ja. Tudi grafično podobo sem od takrat ohranil. A ja? Ja, je bilo že za tiste je bilo to narejeno takrat. Se mi zdi, da tega ful manjka, čeprav ne, prav iskreno dialogizirati je res težko, no. Mislim, res težko, sploh javno, pa tako, ne. So neki zadržki, neki konceptualni in pa neki spoštljivost je na višjem nivoju, kot bi mogla biti, če želiš dialogizirati tako v tem smislu, ne, da kakšno stvar tudi rečeš, kar nekomu ni prav, pa iz tega lahko nek fight nastane, ne, pa se potem razčisti skozi torej globje konceptualiziranje zadeve, recimo. Ampak tako, no, mislim, ja, to mi je od nekdaj, no, od nekdaj mi je, predvsem zaradi tega, ker sem vedno bil porinjen. Sploh ne porinjen, ampak torej, kako bi se porinjen strani svetega najvišjega, porinjeno neka okolja, kjer sem jaz zelo z različnimi ljudmi upravka. No? Ja. In v župniji
moja žena mi zmeram se spomne na eno stvar, ko sem prišel prvič na župnijski mladinski verouk, ko sva se s takoj župnikom nekaj skregala v narekovajih, z različnimi pogledi, a veš, tako. In v nekih glasbenih krogih, ko sem bil čist na neki XY večkrat, a veš, pa tako, no. Tako da mi to zmeram, mi je bilo to super, no. Zmeram se mi zdelo, da sem zelo obogaten s tem, da zelo različne vidike slišam in jih poskušam razumeti na koncu. No. Ti, kako je pa pol ta drugi del, COVID? COVID je bil pa za vse mal tak poseben čas, ne? Tudi moj Goreči Grm je nastal septembra 2020. Ja, se sva zelo podobno, po mojem, zaštartala to stvar, ja. Ne, veš kaj, mislim, takrat sem pa to, torej v službi omenjeni, sem na nek način dal odpoved oziroma glede na zmanjšanje prihodkov, na zmanjšanje posla, na zmanjšanje vsega sem se izločil iz procesa tega ven in sem se vpisal... Takrat je oče še bil, ali? Ne, očita že en cajt ni. To sva z bratom sva furala. Aha. Pa je tam bil dovolj, v tistem času. V tistem času, ja. Pa presežek časa, normalno, in sem se pol na teološko vpisal takrat na religiologijo, to drugo stopno, in pa to sem pol malo se začel spogledovati s temi zadevami, pa sem pa štartal sekularno. Ki je pa najprej šlo na teološke teme, ne? Tako, zelo teološke teme v smislu razumevanja strani, recimo sekularnega, zato je bil tudi sekular, torej neke večne resnice, poskušane podane na način, da vsak na nek način najde nek smiselni koncept v teh stvarih. No. V sami veri, zakaj vera, zakaj ne. Pa tako, saj si lahko poslušalci in poslušalke in vsi vmes to pogledajo, še vedno je gor vse, kar sem naredil v smislu sekularja. Najprej sem začel s temi kratkimi 10-minutnimi oddajami, ker sem neke koncepte razložil svoje videnje nekega koncepta. Pol sem pa začel z intervjuji, z pogovori. Ja. Prek Zooma. Najprej prek Zooma, pol pa, ja. Kakšno mesto ima pa to danes v tvojem življenju v primerjavi z začetki? Verjetno si v oddajo Faktor vabljen bil zaradi te tvoje dejavnosti ali zaradi kakšne druge? Verjetno zaradi te, ker sem Aljuša sem povabil kot nekoga, s katerim bi imela neko stalno oddajo, torej neko oddajo na 3 tedne ali pa tako na začetku že, ja, takoj na začetku konzerve. Ker konzerva je nastala pa zato, ker sem se počutil malo preveč omejenega v sekularju, ker sem res želel te religijske teme obdelovati, recimo, kako bi človek temu rekel, in sem rekel, mene pa ne zanima, samo to pa me tudi malo te širše družbeni pojavi, neki pa tudi politika, pa to me malo zanima, malo me precej zanima, in sem pol to malo razširil preko konzerve. Sem pa rekel, se tudi v konzervi bo sekular, kjer se bom pa iste teme še vedno naprej, čeprav, dobro, lahko je pa debata o tem, koliko mi to ratuje, pa koliko mi ne, ampak drugače Aljuš je bil že na začetku, pa pol me je pa on tudi v Faktor povabil kot najprej kot komentatorja, pa kot stalnega komentatorja. Ampak dogodki so povezani. Ja. Kakšno vlogo ima zdaj to podcastanje v tvojem življenju? Moram priznati, da se kaj dosti spreminja, da je stalno neko prepraševanje, no, mislim, iz tedna v teden pravzaprav, a je to smiselno, ni smiselno, sploh zdaj, kot si tudi namignil v tem, ko smo se prej pogovarjali, koliko je več tega zdaj, kakšno množstvo nekih podcastov različnih je. Tudi na tem političnem področju, konzervativnem področju se je kaj zgodilo, kar takrat ni bilo nič, takrat, ko sem jaz začel, ni bilo praktično nič, no, tako. Neke nemalenkosti so bile, a veš, pa pol se človek sprašuje, ker vendarle ni to moj, kako bi se temu rekel, mislim, kot ne primaren, pa ne nek absolut, a veš, da bi rekel, da me to gradi kot nekoga, ki se skozi to potrjuje, skozi to me zanima, je to del tvoje identitete zdaj, ali je to prevpraševanje v bistvu zato, ker vidiš, saj mogoče pa ni več nujno in ti sploh ni težko vršiti. Tako, ja, to. Dejansko ti ni težko odvršiti. Mislim, da mi ne bi bilo težko, nehati, recimo. Ja. Ker vendarle, tisti moj glavni goreči grm je vendarle delo za Božje kraljestvo, da tako rečem, delo za Božje kraljestvo, biti na nek način orodje v Božjih rokah, recimo. In kaj pa to konkretneje pomeni? Konkretneje pomeni sodelovanje v župniji na različnih področjih, sodelovanje v gibanju,
delanje projekte z mladimi, starejšimi, take stvari. No. Te stvari se mi zdi, da me pa do te mere gradijo, pa so do te mere koristne, da bi lahko vse drugo na nek način malo počakali oziroma šlo na nek stranski tir, vključno z podcastiranjem. Tisto pa mora ostajati. No. Ker se mi zdi, da a ne tudi opažam pri parih svojih kolegih, podcasterjih recimo, zelo so aktivni v podcastiranju, a ne pa jih to zelo gradi osebnostno. Hkrati jim pa manjka neke take realne, kako bi se temu rekel, aktivacije, dejavne. Stika s konkretnimi ljudmi. Ne? Recimo. Stik imaš v podcastih, ampak da skupaj delaš, ne samo govoriš. Tako, pa da nekaj izven vsega delaš, nekaj izven uči. Nekaj, kar ni pred kamero, ja. Tako, ali pa ni nikjer pravzaprav, ne, pa se pozna samo v nekem res oskem krogu, neka ta. Pa se ne mislim, da je aktivizem tisto, kar človeka absolutno usreči. Sigurno ne, ampak da imaš nek tak spekter, da imaš nek notranje življenje z Bogom, da imaš nek molitveno življenje, da imaš tudi aktivistično življenje, da imaš družinsko življenje. Tako da so te vidiki, v gibanju je zelo dober našem, torej, da je neka maurica, da imaš okolje urejeno, da imaš zunanjost urejeno, notranjost urejeno, odnose z drugimi urejeno, odnose z Bogom urejeno, da je cel ta, to, kar gradi človeka, pravzaprav, da je nekako sinhrono, da ni neki, kar ful ven seka, pa ga rečeš, če pa tisto odpade, pa ne morem več živeti. Nisem več jaz, ja. Tako, ja. Ampak jaz pa to tako gledam tudi pri sebi, ne. Mislim, meni je tudi smešen na nek način, da ljudje me najbolj poznajo po podcastu, ker je to vseeno, recimo temu 3% mojega, tako pač je, ampak kar se pa metode tiče, te pa nisem čisto dobro razumel, ker meni recimo organizirati, pa nisem nikoli koncerte organiziral, ampak zate govorim, ne, ti duh reče, organiziri koncert, ali pa naredi novo epizodo konzerve, ali pa pejt z 10 mladimi v hribe, ali pa ženo pel na zmenka, veš, to metoda, ne, se mi zdi, da si metodo tako malo rekel, ja, ta metoda ni nujna, veliko bolj pomembno je, da sem, veš, kaj mislim. Mislim, metoda je, to, kar si zdaj rekel, to je nujno, ne, ampak mislim pa si čutam mogoče, da če bi duh, tako, ki si koncepiral kot duh, če bi duh rekel, pusti to zdaj, pa druge stvari furajo, ne bi mu s tem težav, tako hočem reči, da veš, ne vem, če si to vprašal, kaj konkretno misliš z metodo, oziroma ker to ja, veš, da to... Zgradil si neko platformo, ki ti zdaj omogoča tudi na eni drugi ravni nekatere stvari delati, oziroma biti orodje, recimo prej si bil šraufenciger, zdaj si pa električen izvijač. Veš, kaj mislim. In oboje, mislim, in šraufenciger in električni izvijač lahko ti porabiš za slabo ali pa za dobro. Ne? Se strinjam načeloma s tem, da ni stvari kar za odmetati. No, to siguran, da ne, da bi rekel, vse en mi je. Tega nisem rekel. No. Definitivno mi ni vse en, ampak želim biti toliko nenavezan, pač, no, v tem smislu, no, veš, da ni to nekaj, kar bi me absolutno pogojevalo, no, to, kar sva že rekla, no, kar brez česar ne bi mogel, ali pa da bi to zaviral moj tisti prvinski namen na nek način, ki ga pa vseeno čutim kot mož, kot oče, recimo, in pa kot božji otrok v prvi vrsti. A veš, to. Je pa zmeraj, se tudi sam veš, mislim, se tukaj so pasti, veš, kaj te ljudje poznajo zaradi tega, veš, pa te na ulici srečajo, pa rečejo, konzerva, kje si, ali pa veš, je delček nekega egotripa tudi v tem, pol se zgodi, veš, pa rečeš, lej, ampak res poskušam, sej ne vem, koliko mi ratuje, pa koliko mi ne notranje, ampak se malo distancirati od tega, no, mislim, se ti godi, valjda ti godi, ampak, veš, tako, da nisi, da ne rabiš tega, no, pravzaprav, veš, da nisi na nek način pogojen s tem, no. Je pa to zmeram fajt, no, zmeram je fajt osebnostni, ker smo vsi nagnjeni k temu, valjda vsi smo srečni v potrditvi, tukaj ni sploh nobene visoke filozofije, ampak, veš, da ni to pogojeno, no, da ni sreča pogojena s tem, no. Sem pa vesel, seveda, če me srečajo, pa to so tista stalna preopraševanja. Veš, kaj me zanima, kako si se pa ti formiral za družbeno
kako si sploh prišel do tega, da te politika pa družba toliko zanimata? Mislim, če si iz enega tega kritičnega vzgiba, veš, ker na eni strani slišiš to, na drugi strani slišiš to, pa se pa sprašuješ pravzaprav, kaj je, na nek način, kaj je resnica, no, a veš. Ko si v nekem... Kje je to v muski, ali v novicah, ali kje si to slišal te pole? Med ljudmi, med folkom, no. A veš, čist tako, z ljudmi, ki se družim, z drugaraši sem se družil, z tercijalkami sem se družil, a veš, in a ne, so zelo različni koncepti in a veš, pol iz tega neko kritično prepraševanje, pa tudi, no, seveda, tudi z familije, foter je, moj oče je precej družbeno kritičen, tudi precej je imel pravka z komunističnim režimom v smislu nekih omejitev, pa to, ne, in pa se tudi v družini mečkan to rojeva, kako bi se temu rekel, tak odpor, ta kritični, a veš, v določeni fazi se ful nisem strinjal z njim, a ne, a veš tako, ampak zdaj se kar dobro zastopa, no, recimo. Mislim v teh stvarih, drugače nisem nikoli imela kakšnega spora ali karkoli, ampak konceptualno pa marsikdaj, ne, a veš, ker se mi zdi, da po eni strani preveč zadrgnem, po drugi strani tako, a ne, nikoli mi ni bilo všeč neko to absolutistično, fanatistično, ozkogledno, ne vem, a veš, dajmo pomisliti še malo za drugo stran, zakaj to sploh tako je, ne, se lahko da imaš prav, a ne, lahko da si v tem svojem absolutizmu čist na mestu, ampak dajva pogledati, a sva tam, a nisva, recimo. Ja, se mi zdi, da starejše generacije so manj navajene tega, dajmo pogledati. Čeprav moj oče je kar nekako odprt. Čeprav seveda se strinjam, normalno. Starejši si se tudi, ne, pri sebi opažaš, da predvsem si manj tudi zaradi tega, ker si veliko konceptov že premislil pa predelal, ja. Ampak formalno se pa nisi nikoli lotil družbenega proučevanja družbe, ne? Nimaš tazga faksa narejenega, razen zdaj, s religiologijo. Kaj si bral veliko? Bral sem veliko, ja. Poročila? Bral sem veliko poročila, pa nisem toliko zelo bil fanatičen. Bral sem kar dost, no. Predvsem sem pa opazoval, no, sej, a ne se pol, ko sem šel na faks, a ne, pol vidiš, da ti da v tem opazovanju je marsikakšna past tudi, v smislu tega, veš, da ko opazuješ, sicer nekaj konceptualno se ti lahko dozdeva, a ne, ni pa stvar, kako bi se temu rekel, izdelana, ali kako, a veš, kaj mislim, no. A ne, kaj gledaš nek fenomen, pa pol rečeš, vse to je pa mogoče tako, a veš, ampak vse enega moraš koncipirati na malo bolj tudi na teoretični ravni, ali kako ne rečem, ja. Ni dosto opazovanja, ne, marsikdo že kaj boljše besede najdu za to, kar si opazoval. Točno tako. Ti kako je pa za vztrajnostjo, zdaj imaš že najbrž kar dodelane sisteme, kako se tega lotevaš, ne zabijaš več toliko časa za eno epizodo, kot si jo na začetku. Je to ratala malo bolj obrt, ali je še podoben, kot je bilo na začetku? Po eni strani, mislim, da se ful bojimo, ne, tisti, ki sebi hočemo reči podcasteri oziroma, a veš, torej, se bojimo, da bi to obratništvo ratalo, ne. Se to tudi sam pri sebi verjetno vidiš, a ne. Ja. A veš, da bi neki zautomatiziral, pa neki, a veš, s pretirano lahkoto zadevo vzel, ne. Je pa tudi gosti te malo silijo v to, no, te malo silijo izven, mene osebno, me silijo izven tega, da bi to obratništvo lahko ratalo, no, ker imam zelo različne, ne vem, sem imel, ne vem, enega Sebastiana, ki je zelo na energetskem področju, pa ne vem, taki koncepti družbe, recimo, ki so čisto iz enega drugega vidika, kot sem jih prej predeloval, veš, pa so stvari, na katere se je treba se moram pripraviti, a veš, ampak v bistvu se ne pripravljam v smislu tega, da bi, ne vem, ful nekih člankov prebral, pa ful nekih stvari, ampak iz tega, kar sem že prebral, seveda tudi sprot berem skozi, ne, normalno, ampak iz tega, kar sem že prebral, nekako poskušam zgraditi pol od spodaj to stvar, no, nek pogovor tak, no. Tu zelo malo vprašanj si napišem, ponavadi ne 2-3 vprašanje si napišem, sem je strah večkrat, a bom to lahko sestavil vsaj eno urco, recimo, ne, ampak nikoli ni bil še to problem, no, vedno se potem v tem pogovoru se toliko razvije, da sta 2 uri tudi premalo včasih. No. Se mi zdi, da tak način težko rata obratništvo, no. Zelo težko. Če imaš goste, s katerimi skušaš odkrivati neka nova prostorja, no, tako, a veš, ker stvari, ki jaz vem, da mi jih boš ti povedal, mi brez se z njih pogovarjati, a veš, to, da jaz pripravljam neka vprašanja, na katera praktično že vem, glede na to, da sem te povabil, kaj mi boš povedal, recimo, a veš, mi ni zanimiva forma, no, tako da rajš odkrivam, sej,
vsaki oddaji je malo tega, kar zares odkrivaš, ampak je pa, če bi pa zgolj nek tak intervju fural, pa sigurno ne bilo šlo tega. Kako pa poravnaš to z ostalimi nalogami, ki jih imaš, predvsem najbrž družina? Mislim, pri teh stvarih, kljub moji, tako kot sva se že prej na začetku pogovarjala, nestrukturiranosti, moraš pa te stvari strukturirati. Torej reči, takrat je čas za to pa ni po vzgibu ali pa spontano ali pa kakorkoli človek temu reče, ampak je načrtovano. Predalček dan, tako, predalček ta dan v tednu je temu namenjen. Imaš prav fiksen dan? Ja, fiksen dan imam, v torkih ponavadi snemam. Razen, če gost ne more kakšen, se prilagodim gostu. Drugače pa ponujem pač nek torkovski večerni termin. Tako da na ta način moram, drugače to ne gre z vsemi stvarmi. Ampak hvala je še malo študija, priprav, ne? Siguren, to je pa tako, to pa ni, torej ne usedem se dol, pa naštudiram, pa se pripravim, ampak razmišljam od takrat, ko povabim nekega gosta, do takrat, ko pride, razmišljam kaj bi lahko, pa tako, to je bolj tako v avtu, kot je nad meditacija taka. Ja, nimam nekega used se dol, pa spiš, pa razmisel kaj. Na tak način funkcioniram, ne moram drugačno, ne moram se ful strukturirati v tem smislu. Si že ugotovil, koliko ti ena epizoda povprečno pobere? Ja, seveda, mislim, recimo skupaj s temi mal pripravami tudi, ne? S pripravami. Ja, koliko je, 8, 4? To bi zelo težko vrednotil, ampak prav konkretno, od doma grem, 6, recimo, domov pridemo polnoči, recimo. Tako da to je tisti konkreten čas, ki je temu namenjen, tisti, kar je pa priprav v smislu tega, kar sem ti rekel, torej neke meditacije, teme, neke take priprave mehke, je pa, to pa ne morem. To pa ne merem. In še zadnja stvar, morda me zanima, če si opazil že kakšne sadove, oziroma kako veš, da je to njegova volja. No? Saj vem, si že rekel, stalno je prevpraševanje, celo si me presenetil malo s tem odgovorom, da bi lahko tudi nehal, oziroma da se stalno prevprašuješ, no? Ampak kako veš, jaz recimo za kakšne svoje projekte ali pa neke delovne aktivnosti vidim, da so blagoslovljene po nekih dogodkih, ki jih nisem sam iniciral, ampak so se zložili zraven, kakšne pa 3x energije dam noter, pa niso. Imaš kakšen konkreten primer, kako si videl že, če si videl, da je tole vredno vztrajati? Mogoče že prek tega, kar si tudi sam rekel. Začneš nekaj delati, začnem nekaj delati in potem iz tega, točno tako, kot si ti rekel zdajle, se rodi neka nova stvar, ki te nekam zraven povabi, kot so me recimo Faktor povabili komentirati, pa družina me je povabila na kakšne stvari že, pa tako, ko opazijo, da je tvoj prispevek, saj upam, da je to tako, upam, da ni tako, sem benga ni, pa dajmo tega vprašati, ko določeni, ki jih cenaš, tudi na nekem človeškem nivoju, pa na nekem nivoju nekega intelektualnega potenciala, recimo, ko ti reče, bi ti sodeloval z nami v tem pa tem projektu, recimo. Ali pa, ko sem zdaj delal Nukleus, pa sem vprašal družino, bi mi malo pomagali pri promociji zadeve, pa so rekli, seveda, ni problem, takoj, Take stvari mi dajo vedeti, da stvari niso brez veze, Zdaj, kakšen je pa v resnici odmev, to je pa težko, Mislim, meni se zdi, da že to, se kakor je čuden to, kaj te na ulici sreča, pa ti reče, ti si pa super naredil, ta stvar je bila pa super, to si pa super povedal, super je bil on gost, ali pa to je to, ali pa to mi je spremenil moje videnje tega, pa tega, se to je zelo težko vrednotiti, pa koliko, ker ne poznaš teh oseb, s katerimi se na tak način srečaš, ker dejstvo je tudi, da so marsikakšne osebe, ki te spremljajo, lahko zelo mejne, da ne bom pretiraval, ne veš, koliko je to neka realna ocena nečesa lahko, Pa take potrditve od oseb, ki jih načeloma cenaš, pa jih ne poznaš, tudi, sploh pa od tistih seveda, ki jih poznaš, pa jih cenaš, pa ti rečejo, to si dobro naredil, to slabo naredil, take stvari potem so neke vrste evalvacije, pravzaprav stalna, vsake stvari posebej, tako. Tako da to, prek tega pol nekako ta odločevalski proces še naprej delati, ne naprej delati, a je smiselno, ni smiselno, nekako je pol tudi pogojen s tem, pravzaprav,
Ja, hvala, Janez. Bom še jaz svoj kamenček dodal. Hvala za vse navdihe, uvide, ki si jih v konzervah, v več kot 100 konzervah, koliko jih je bilo zdaj točno? Zdaj je bila že 110, ja, Evo, no. Sem bila 110. V 110 konzervah delil, tudi z menoj osebno. Čas, ki sem ga namenil poslušanju suma sumarum, vsekakor je šel v pozitivno, ne? Ker včasih je YouTube lahko zguba cajta, mislim, da čas s konzervami, ki sem ga doslej preživel, ni bil. Hvala ti, tudi najbrž je v meni kakšen učinek tega, boh ve, ne znam čisto predeliti, ampak če se vračam, najbrž je. Pa hvala tudi, da si bil moj gost. No. Ja, hvala tebi za povabilo. Sem izredno vesel, da si me povabil, ker je tudi specifičen koncept, ki ga furaš, no, se mi zdi, da nagovarja lahko, marsikoga, tudi mene, tudi kakšna tvoja stvar, seveda, tudi jaz poslušam, tudi jaz sem preživel z Gorečim grmom kar nekaj časa. Tako da, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Tako da hvala tudi tebi, no, ja, za vse. Ja. Ajde, pa greva v nove zmage. Greva, skupaj bova hmal na zvesto. Ja, tako.